vprašanje o motivu soli v Krpanu z vrha. Za mikrofon vabim dr. Mileno Milijo Blažič, z Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Prosim. Lep pozdrav, veseli me, da ste ostali. Sicer redki, ampak ste kot misli, zato bo dragoceni. Kot je kolegica, spoštovana kolegica povedala, poučujem na Pedagoški fakulteti, za razliko od večine sem literarna zgodovinarka, tako se definiramo oziroma poučujem ljudinsko književnost, še bolj egzaktno pravljice. In kakšna povezava je z Martinom Krpanom in pravljicami bomo kmalu videli. To so poglavja, bomo poskušali biti kratka in jedrnata. V literarni zgodovini z motivom Martina Krpana se ukvarja, to je letna tema. Tako kot je Prešeren letna tema in tako naprej tudi Martin Krpan oziroma Leo Slek. Tukaj bi izpostavila dve razpravi. Spoštovani kolega Miran Košuta, dela na Univerzi v Trstu in napisal zbirko esejev z naslovom Krpanova sol. In na zelo inteligenten način pravzaprav, kako Krpan ravna se spoznava z avstrijskim cesarjem, je to metodo apliciral, verjeli ali ne, na slovensko-italijanske odnose. Drugi kolega je kolega Miran Hladnik, ki je napisal imenitno monografijo z naslovom Slovenski zgodovinski roman in pravzaprav so pri njej dobila tudi to idejo. Miran Hladnik pravi, da Martin Krpan, Slovenci imajo ambivalenten odnos do Martina Krpana. Prvič, ne vedo, a je roman ali pripovedka. Ne vedo, a je avtorski ali monolitni ljudski in najnovejša etiketa, ki je pravzaprav neprimerna, da se relativizira pomen nacionalnega junaka, da se ga etiketira slogovno negativno zaznamovanimi besedami, češ da je tihotapec. Potem bi rada razpravljala z novega zornega kota, ki pravzaprav Martin Krpan ni tihotapec, ampak ta motiv obstaja v pravličnem izročilu 2000 let in je del kontinuuma. Skratka, je kolega Miran Hladnik izrazi vse te dvome, meni, da obstaja še drugi del Martina Krpana, ki je še bolj pravličen. Potem sem šla raziskovati in dejansko obstajata dve varianti Martina Krpana. Martin Krpan, ki ga poznamo, ki je šel leta 1858 z naslovom Martin Krpan z vrha. Obstaja rokopisna varianta, čeprav se je rokopis izgubil, ampak rokopis je pretipkal, torej tipkopis, ki ga je pretipkal Anton Slodnjak in ga je tudi objavil zbranih delih leta 31 in 56. Žal sta obe variante, oziroma ta tipkopisna varianta, definitivno ne znani v literarni zgodovini, kar me pravzaprav preseneča. Zanimiva stvar je tudi, da je Martin Krpan, ki ga Levsek nikoli ni bil namenjen za otroke, postal otroška ali mladinska književnost. Jaz temu rečem mladinsko branje, ker je namenjeno odraslim, ampak je v procesu literarne recepcije postal mladinsko branje. Tudi Prešeren ni pisal za otroke, tudi Trubar, tudi Biblija ni bila za otroke. Vendar k temu pravzaprav že leta 1892 je Fran Levec na svoj način obravnaval, to je bil proces. Martina Krpana je postavil kot povest, kot pravljico ali pripovedko. Torej so že sočasno imeli težave pravzaprav z literarno uvrstitvijo. Leta 1917 Martin Krpan ima status prve slovenske slikanice. To je pa zelo pomembna prelomnica z ilustracijami Hinka Svinkarja, ampak tudi ni bilo mišljeno za otroke. Šele leta 1954, ko je Tone Kralj po drugi svetovni vojni ilustriral Martina Krpana, tudi še vedno ni bil za otroke, ampak je postopoma postajal otroško ali mladinsko branje in tudi ilustracije Suzi Pricer, ki so v bistvu njena diplomska naloga na ALUR. Nas je bilo zanimiv
način interpretira. So še druge, ampak bi ostalo gledi. Zanimivo Krpan z Vrha, ker rokopis je nastal, Anton Slotnik pravi, rokopis je nastal okrog leta 1855. Nikoli, poleg dveh objav zbranih delih, pravzaprav nikoli ni bil ilustriran. Mogoče samo nekaj grobe statistike. Martin Krpan z Vrha, ki ga poznamo, ima 11 strani plus minus, približno 5700 besed, 30,000 znakov, tančni roman, mala setica. Ampak, če pogledamo Krpana z Vrha, je dvakrat daljši pravzaprav, da Martin Krpan je ena tretjina besedila, tisto besedilo, ko je znano, pa v bistvu 2/3. Izjemno toliko je pravzaprav, dvakrat daljše kot besedilo, ki ga poznamo. To sta ilustracija, torej prva slovenska slikanica leta 1917, pa ilustracija Toleta Kralja. Jaz bi se tukaj drznila, sam pravzaprav rekla, no pa poskušala Martina Krpana stališča teorije pravnic obravnavati. In tukaj v tej stavbi vidne moj kolega Marjan Dovič, ki je pravzaprav slovenske pisatelje drugače analiziral literarno-sistemsko. In pravzaprav postavil Frana Levstika v obdobje, ko je pisatelj bil nacionalni politik. To je izjemno pomembno, ker je Fran Levstik točno vedel, da z Martinom Krpanom piše nacionalno besedilo. Potem so druge vrste pisatelja. Zdaj pa najpojemljivo mi je, 2 leta nazaj, ko smo bili na Robi, vedno kritizirali ministrstvo za šolstvo, ampak lahko rečemo, da neljeno, dokazljivo. In tudi tukaj je ena taka kritika. Najpojemljivo mi je, da Martin Krpan kot nacionalno besedilo izginja iz učnih načrtov. Uradnik Jugoslavije je bil 3-krat. V Sloveniji, ker je recimo sedaj, kaj ste v Evropski uniji, ker je še bolj pomembna vloga nacionalne kulture in literarnega kanona, samo za eno enoto. Mogoče bi samo omenila kratko razliko med Krpanom z Vrha in Martinom Krpanom. Torej, ta Krpan z Vrha, ki je pravljica, je sestavljen iz 2 delov. Prvi del je tisti, ki ga je Levstik objavil in ki je šel v slikanici. A se spomnite, ko minister Gregor ne naredi nič. To je konec prvega dela. V bistvu se pa šele začne takrat Martin Krpan, oziroma Krpan z Vrha. In tukaj prestopi meje žanra. Tukaj je v bistvu gre za nacionalno politiko, potem pa preide pravzaprav pravljica. In začne se, drugi del se začne tako, da cesarica pove cesarju, da bi bilo treba Martinu Krpanu odvzeti listino, zapečateno, podpisano, in cesar soglaša s tem. Zanimivo in naroči hlapca, hlapec grek ženski in tako naprej. In pravzaprav se dogovorijo, teorijo zarote skujejo, da bodo Martinu Krpanu dali 3 čarobne kapljice in ga bodo omamili. Ko bo omamljen, to je slepitev Prometeja, čistnicko tudi povezana, ga bodo pa zavezali, tudi povezava skupina in intertekstualna, in ga bodo odvlekli v ječo. In to se tudi zgodi. In dajo Martina Krpana v ječo, ker tisti čarobni napitek deluje samo 24 ur. In Martin Krpan je pa v ječi in sedaj kako se bo reče iz te ječe. In v bistvu v teh blodnjah, ko pije tiste 3 kravice popadal na zavest, zdaj ne more imeti v detajle, ker je izjemno zanimivo arhetipsko besedilo. Se mu prikaže, arhetipska fantazija, točka nič, se mu prikaže cesar podzemne dežele, majhen človek, pritlikavec. Torej imamo 2 vzporednici, velik cesar, veliko cesarstvo, ne da je majhen človek, ne drži besede. Tukaj imamo pritlikavca, ki pride v dežele pritlikavca in Martinu Krpanu da pilo in nitko, nit. Martin Krpan ne verjame, reče. Meni, jaz sem tak, kaj mi bo čarobna pila, pa čarobna nit in tako naprej. Ampak potem, ko se zgodi pa v tej ječi, razmišlja. Skratka, ta drugi del, ki ni
je po celoti pravljica, ker so čarobni pomočniki, to je ta cesar Triklikovske zemlje, Jekovec, to bi bilo tudi zanimivo raziskovati, ima čarobne rekvizite, to je tudi drugi pogoj, to nit ali sukanec, pa čarobno pilo, to je metna pilica, je pa tudi dvodimenzionalno. Ni enodimenzionalno, kaj je pokoj za model ljudske pravljice, prepovedne značilnosti pa že poznamo. Zakaj pa Martin Krpan pravljica? Ker dejansko v mednarodnem indeksu pravljic, vse pravljice imajo svoj, to so 3 knjige, stoletno znanje, pravzaprav obstaja ti pravljici, ki se imenuje po angleško fortune in soul, v bistvu sreča s soljo, ali kako obogateti, kako doseči srečo, s tem, da v bistvu pravzaprav tipično je moški, ponavadi moška književna oseba, lahko je mladenič, lahko je starejši, lahko je trgovec, tukaj je variantnost, najde deželo, v kateri je sol neznana. Sol ima status v modelu ljudske pravljice belega zlata. Enakovredno je belemu zlatu in torej ta moški pravzaprav prodaja tovore soli, ne tihotapi. V pravljicah ni besede tihotapec, ampak on je spreten, on je trgovec in trguje. Skratka, prodaja tovorne soli za visoko ceno in postane bogat. In tukaj v modelu v pravljicah je izjemno veliko elementov soli, ki ima različne pomene. Najbolj nenavaden primer poleg tega klasičnega je ljubezen kot sol, ki je pravzaprav sestavni del kralja Lira in angleške pravljice Ločika ali Ločika, tudi varianta Pepetke, v bistvu kralju Liru, ko kralj Lir vpraša 3 hčerke, katerega ima najrajši, tretja reče tako kot so meso, ali tako kot so, ali tako kot zrna soli in tako naprej. In tukaj jaz moram pošteno reči, moram najti povezavo, ker vsi moje kolegice pa kolegi povezujejo kralja Lira in to so v tej varianti pravični, ne trgovino soljo, z incestom. To moram še domisliti. No, skratka, ampak ta trgovanje soljo, to je ta 1651a, ki je značilno za Martina Krpana, je prav univerzalni motiv, ki se pojavlja na vseh celinah, na vseh kontinentih, vseh variantah. To pomeni, da je mednarodni motiv. Vendar pri Martinu Krpanu, ker je levski, ker je avtorska pravljica, gre za dobesedno tovoriti sol, pa tudi imeti zrno soli v glavi. Ampak Martin Krpan je pravzaprav gospodarstvenik. On trguje dvosmerno, trguje sol, tukaj tovori, drugače pa recimo v Trstu tovori pa grozno. In on, jaz bi pa poudarila kot literarna zgodovinarka, da on želi legalizirati svoje početje, svojo trgovino, dvosmerno, ne pa da tihotapi, ne z negativnimi gledami šli. Ampak te krajine videli toliko časa, ker je tako izjemno veliko teh pravličnih fosilov v Martinu Krpanu. Omenila bi motiv preobjedanja. To je motiv karnevala, pravzaprav, kot je Mihael Bachtin omenil v knjigi Rabelais in njegov čas. On pretirava, kako je in tako naprej. Hkrati, po drugi strani, kako je 20 nemin jagenčkov in tako naprej, jedilnik se tudi spremeni, pa tiste 3 kapljice ga pa čisto pravzaprav umanijo. In pravzaprav te motiv 3 kapljic, en se cesar drži obljubo druga, ne? To je tudi zanimivo stvar. Zdaj, ta motiv soli, mi živimo v času postmodernizma, pluralizma interpretacij. Ne rečem, da so starejše interpretacije Martina Krpana, Kresilne gobe in tako naprej napačne. Sploh ne. Pravzaprav književno besedilo je tako kot godalni inštrument, dobiva z leti. In tudi Martin Krpan, obogatiti soljo, izboljšati kmečki okus, zmanjšati zmrzljivost, ker recimo Martin Krpan, če kje daš sol vodo, kasneje zamrzne, recimo, ali želi zamrzniti, da mogoče se, kako bi rekla, ti odnosi
do Avstrije, da so malo drugačni. Želi legalizirati svojo dejavnost in želi to, kar kolegi pač se pravičujem, da tako odkrito rečem, želi poleg legalizacije tudi priznanje nacionalne identitete. On gre nazaj, ne ostane na drugem. Skratka, simbol se je izjemno veliko, ga je v mladinski književnosti, hkrati je belo zlato in v bistvu bela smrt. A veste, ko več sobi pa tudi ni dobro. Martin Krpan, ki sem prej omenila, je dejansko obstajata dve osnovni teoriji. Ena je monogenetska teorija pravljic, te bi jaz rekla, to je monogenetska iluzija. Da je eno književno besedilo pa samo slovenska. Ni res. Martin Krpan pripada kot besedilo poligenetski teoriji, je pa slovenizirano. A veste, Fran Lemstin ga je sloveniziral. Tukaj najdemo tipične primere antropološke teorije. Ljudje, potovanja, trgovanja, to je tipično. Migracijsko teorijo, najdemo karavane, on gre izgubilo, pa tako pa še peš hodi in tako naprej. Ljudje so trgovali indoevropska beseda oziroma staroslovanska. Trgovali čaj, so prenašali sol, svilo, zelišča. Veste, to je bila običajna pot, tukaj je slovenizirana, da je sol. Motiv sobije tudi pogosto slovenske književnosti, mogoče bi poudarila Butalce, ki imajo tudi to humoristično ironijo, pravzaprav, da so Slovenci skregani s pametjo, ko so zmagali, Butalci so skregani s pametjo, ko so zmagali Butalci. In potem, kako oni želijo biti pametni, so posadili in tako naprej. Svetlana Makarovič, ki je ravno kar praznuje, če jo izdala, prišla njena knjiga Zlata mačja preja, ima tudi precej v smislu prisvojiti zaušnico. In veste, Levstik inteligentno na koncu, ko Martin Krpan odide v prvem tednu, reče cesarju, če me boste potrebovali, če bo še kdaj kakšen vrdav prišel, veste, ki ne dobite. To je v bistvu moralna zaušnica. Jaz grem nazaj k svoji identiteti. Pa še eno presenečenje me je čakalo, poleg paralelizmov literarnih med Martinom Krpanom in Gulliverjem. Levstik je prevajal tudi Andersena, vendar ga je prevajal iz nemščine. In ljudje so se cenzurirali. Cesarjeva nova oblačila so bila prvič prevedena 1848, ampak ne kot cesarjeva nova oblačila, ampak samo kot nova oblačila. In Levstik je očitno poznal Andersena, ker ne samo, da ga je prevajal, in v bistvu med Krpanom zvrka drugim delom Krpana in Andersenovo pravico o žigalnik najdemo veliko usporednic. Pri Andersenu je pošteni vojak ali dežleter, tukaj je pravzaprav Martin Krpan, ki so ga odrabili ali celo lahko rečem zlorabili. Potem pritlikavci, vedno je to je tudi povezava z Aladinom in čarobno svetilko, ki je vedno čarobni pomočnik in tako naprej. Motiv velikana, ki je pri, recimo, Krpan je velikan, pa ta pritlikavec, to je v bistvu pravzaprav stalnica v mladinski književnosti, tudi v literarni zgodovini. VDV pomeni velikan dobrega, velikodušnega velikan, ker Martin Krpan v bistvu hkrati ima tudi dobro srce. A veste, to so velikan dobrega srca. Zdaj bi pa počasi zaključila menom, da sta oba Martina Krpana, obe varianti, da gre za nacionalni projekt, nacionalno besedilo in bi citirala tukaj Brežinske spomenike in pozdravila kolegico z mojega leta. Takrat, ko je bil rojstni list, ko je bila razstava rojstni list Slovenije, pravzaprav, in so poudarjali ključno besede iz Brežinskih spomenikov, sicer v malo drugačnem kontekstu, narodno-človeški. Literarno zgodovinsko sem prišla do spoznanja, da prvi del Martina Krpana, ki ga poznamo, rečemo manj podobno tudi prvem delu Krpana, v bistvu nacionalno besedilo. Slovenec gre, reši velikega cesarja in tako naprej. To je nacionalno besedilo, nacionalno afirmativno in magologija slovenskega naroda.
Drugi del besedila, Martin Krpanik uječi je pa človeški, njegova individualna usoda. Odvzem človekovih že pridobljenih pravic. Danes bi ga zagotovo prijatelj, bi cesarja tožil na Evropsko sodišče za človekove pravice. Potem teorija o zarote in tako naprej, ječa. In zdaj res, zakaj je naravno človeški? Če beremo Martina Krpana, zdaj bom tako rekla, včasih kot čebulica, knjižemo besedile, čebulja ima veliko vlasti in najdemo literarne fosile. Če beremo tekst, bom rekli, je avtorska pripovedka, prvi del, drugi del je avtorska pravnica, ker ima vse te pravnične elemente. Če pa beremo podtekst, kaj je Levstik mislil, ne kaj je napisal. Levstik se je moral, on je vedel, kaj piše. Zato se je zaščitil, da je napisal pravljico, ker je imel v bistvu pravljica in bila mimikrija, njegova socialna mimikrija. Odkrito ne bi smel kritizirati cesarja in zato je pa dodal ta element Pilo pa Klopčič in v bistvu to Pilo pa ta Klopčič lahko razumemo pravzaprav, da je on hotel pokazati, da Slovenija mora priti iz ječe narodu, da se narod mora sam prežagati določene rešetke iz tega labirinta, da se mora upreti na nit, na klopčič tradicije, kateri pripada, da se on kot fizikalec mora upreti na nevidne niti, ki so najmočnejše, to je tradicija, to je slovenstvo, to je identiteta. Z varnostne razdalje pravljice je kritiziral pravzaprav Dunajski dvor, Dunajske spletke in bi tako končala čarovna nit, če pa preberemo kontekst, da je to bil pisatelj in imel vlogo nacionalnega politika. In čarovna nit je pravzaprav tista, s katero se je pravzaprav reže Martin Krpan in prereže, je individualizirana usoda naroda, pravzaprav ponazoriti narodno usodo, da moramo skupaj stopiti veliki pa majhni, homunculsi pa velikani, narodni pa nenarodni. In si moramo pomagati iz ječe narodov, dvorskih spletk, evropskih spletk, labirinta, absolutov, tajkunov, cesarjev, vladarjev, ki so Martinu Krpanu sodbini majhnim in velikim odvzeli že pridobljene imanentne